Hej ti, srečnega pozdravga. Se spodob še eno precej zapoznelo voščilo za prvo ocenjevalnico v letu 2021, a ne? Si pripravljen na novo tehnološko poslastico? Ajde, dajmo si pogledati. Samsung je pred kratkim predstavil novo serijo Galaxy telefonov. Kot smo že vajeni od lani, serijo sestavljajo modeli S21, S21 Plus in S21 Ultra. Vsi s pripisom 5G. Pa gremo od osnovnega do ultra modela, v kotu spodaj pa ti piše, o katerem telefonu trenutno govorim, če se slučajno zgubiš. Nova serija seveda prinaša nov dizajn, na S21 to pomeni plastičen zadnji del, eleganten aluminijasti rob in pa sprednji del, ki ga odlikuje še trdnejše Gorilla Glass Victus steklo. In pa tale brutalen kamera modul zadaj, ampak to pride na vrsto malo kasneje. Po velikosti se model Galaxy S21 ne razlikuje od prejšnjega, torej imamo še vedno diagonalo zaslona 15,7 cm. Spodaj pa imaš dinamični AMOLED 2X, kateri poskrbi za ostro in barvito sliko, ki je pri Samsungu že standard. Tehnologija Eye Comfort Shield pa poskrbi za prilagajanje modre svetlobe za manjšo obremenjenost oči. Galaxy se ponaša s 5-nanometrskim procesorjem, ki je dosti bolj varčen z baterijo, podpira 5G, vsebine pa šibajo tako, kaj treba. Pri nas ga lahko dobiš z Exynos 2100, v nekaterih regijah pa ga zamenja Snapdragon 888. Veš, kaj še šiba na vseh Samsungih letos? Displej. Ta podpira osveževanje do 120 Hz. To pa je feature, ki bi ga bilo fajn videti na vseh letošnjih flagship napravah. Osveževanje zaslona pa se ti ves čas pametno prilagaja glede na vsebino, ki se ti prikazuje. Da malo pošparamo na bateriji. Ta ima 4000 mAh in z njo boš komod prišel čez dan. Če pa hočeš še malo bolj na bateriji pošparati in iti nazaj v 2020 recimo, pa lahko v nastavitvah zamenjaš nazaj na statičnih 60 Hz osveževanja. Tole je po mojih očeh ena večjih zmag camera bump dizajna na telefonih. Kovinski rob vsakega modela S21 se zlije še na zadnjo stran, kjer dvigne kamere v elegantnem dvignjenem okvirju. Je pa res, da to za sabo potegne še guganje na mizi, you win some, you lose some. Kamere na tej mašini ne razočarajo, v vsaki situaciji bo ratala dobra fotka. Tukaj te 2x12 in 1x64 megapikslov ponovno presenetijo super kvaliteto. Tako si opremljen za vse situacije v vseh svetlobnih pogojih. Pol smo pa spet pri Crazy Zoom Cityju. Na tem modelu gre telefoto do 30-krat. Letos so dodali tudi novo funkcijo zaklepanja povečave, katera ti posnetek stabilizira, da sploh vidiš, kaj slikaš. Ali pa snemaš. Oboje. Tudi snemanje niti za malenkost ne zaostaja za mogočnim fotoaparatom. Z visoko 8K ločljivostjo lahko nemoteno zajemaš s 24 sličicami na sekundo, kar pomeni, da imaš kinematografske posnetke praktično v dlani. S funkcijo 8K Video Snap pa lahko iz posnetkov ven vlečeš fotke resolucije 33 megapikslov. No in to je crazy. Pa crazy uporabno. Večkrat. Če pa moraš slučajno laufati za kakim psom in seveda ga snemati, pa ti lahko pomaga super steady način, ki ti Samsunga spremeni v eno super steady zadevo. Pri sprednji kameri pa tudi niso šparali, podpira Dual Pixel autofocus in snema vse do 4K s 60 sličicami na sekundo. Že tale ta malo ima hude kamere, pazi pol pri Ultri, kakšne bojo. Zdaj pa si poglejmo še S21 Plus za nekaj malenkostnih razlik. Ta se ponaša z malce večjo diagonalo 17 cm, pridobi pa tudi nekaj malega na teži. Odlikuje ga podoben dizajn, edina razlika pa je, da je ta tudi zadaj steklen in pobrušen na precej podoben in matiran način kot pa plastičen S21. Ta navaden, ta mal. Po specifikacijah pa si je za manjšim bratom kar precej podoben, ima pa že zaradi svoje velikosti tudi večjo baterijo. Dodatna posebnost S21 Plus pa je podpora za ultra wideband, ki omogoča še hitrejši prenos podatkov z nižjo porabo energije. Drugače pa se ponaša z enako kvalitetno kamero, hudim zaslonom in odpornostjo na prah ter vodo. Zdaj pa še ne par zadev, ki povezujejo osnovnega s plusom. Celo uporabniško izkušnjo poganja Android 11 s prenovljenim One UI 3.1, tokrat z manjšimi stilskimi popravki lanske izvedbe. Zaradi 120 Hz zaslona je tudi gameat brutalno. Silky smooth gameplay, pa tudi če sam Candy Crush nabijaš na telefonu in to vse prenašaš valjda prek Wi-Fi 6. Za še večje užitke ob gamanju in pri ogledu vsebin se Samsungovi AKG stereo zvočniki kar dobro obnesejo. Imajo pa tudi Dolby Atmos podporo.
Oba, navadnega in plusa, lahko dobiš z 8 GB RAM in pa 128 ali 256 GB notranjega prostora. Zdaj pa tale cego. Največjega izmed S21 družine zopet najdemo pod imenom Ultra. Ta na svojih 17,3 cm diagonale omogoča trenutno najboljšo Samsung izkušnjo. Zaščiten z Gorilla Glass Victus steklom spredaj in zadaj je tale telefon primeren tudi za najbolj hardcore uporabnike. Zaslon nudi ločljivost 1440x3200 pikslov, gre pa do 1500 nitov za še boljši HDR experience. Variabilen refresh rate se napram od 48 do 120 Hz pri drugih modelih tu spusti do nizkih 10 Hz. To pa je priročno takrat, ko bereš kakšen članek ali pa gledaš samo fotke, da malo prišparaš na bateriji z nižjo frekvenco osveževanja zaslona. Zdaj pa tale arsenal. Modul kamer od ostalih izstopa že na prvi pogled, se jo sestavljajo 4 kamere in en dodaten senzor za autofokus. Glavna kamera na Ultri premore 108 megapikslov in to kar ne zmanjka resolucije. Smart način zaznavanja scene pa ima tu še eno hudo funkcijo. Ko se premakneš blizu predmeta, se avtomatično zamenja leča na široko, s katero lahko delaš prave makroposnetke in ujameš najmanjše detajle in teksture. Vsakršen zoom je pri tem modelu mala malca. Svet okoli sebe boš namreč lahko spremljal kar 100-krat bližje. Ker pa to še ni dovolj, pa sprednjo stran telefona krasi še sprednja kamera s kar 40 megapiksli. Da boš lahko preštel, če imaš še vse pore na obrazu. Uporaben. Na vseh kamerah lahko tako zajemaš 4K s 60 slikami na sekundo, na glavni pa seveda z 8K s 24 slikami na sekundo. Kad dolgo cajta snemaš s temle telefonom, se ta kar pogreje, to je zdaj za pozim kar fajn, da te v rokce ne zebe, kaj izvajaš, ko loboci je zunaj. Halušta. Za vse te fotke in slike, ki jih boste predelali, pa na Ultri lahko izbirate med 128, 256 ter 512 GB spomina in pa do 16 GB RAM-a. Drugače ima pa tale Ultra tudi stylus support, sam jaz ga zdaj trenutno nimam za sprobati. Imajo pa vsi te trije telefoni USB Type-C 3.2 porte, preko katerega lahko hitro napolniš telefon s hitrostjo 25 W. Lahko pa se priklopiš tudi na ekran in Samsunga uporabljaš tudi kot en spodoben računalnik s funkcijo Samsung DeX, da lahko kakšno stvar narediš še na večjem zaslonu, tako ko se zagre. Če se vrnemo nazaj na polnjenje, brezžično to lahko na vseh opravljaš s hitrostjo do 15 W. Samsung stara sablja pa je obdržal tudi reverse wireless charging, da lahko na hrbtu telefona nafilaš še kolega ali pa kolegico ali pa kak wireless accessory. Med funkcijami, ki odlikujejo vse tri modele, je še vedno prisoten čitalec prstnih odtisov. Lahko pa si naštimaš tudi zanesljivo in hitro odklepanje s prepoznavo obraza. Vse načine odklepanja in tvoje podatke pa še vedno varuje Samsung Knox, tako da tvoje zadeve ostanejo varno na tvojem telefonu. Najnovejšo Samsungovo serijo najdeš v elegantnih fantomskih odtenkih od standardne bele, sive, črne in srebrne barve, kot tudi v fantomski rožnati in vijolični barvi. Če te je tale opis prepričal, pohiti s prednaročilom in si svoj najnovejši model zagotovi pri A1. Spremljaj naš YouTube kanal za vse novosti, naročiš pa se tole, da ti slučajno ne ide kakšna nova zadeva. Do naslednjič, čau!